Največjo spremembo v času karantene pa so doživeli športni programi, ki so se iz najbolj napetih spremenili v najbolj dolgočasne, saj vrtijo samo še ponovitve. Svoj čas so izgubile tudi športne stave, razen če si želite popestriti spremljanje druge ruske lige. Edina stvar, na katero lahko staviš pri evropskih klubih, ni koliko bojo igrali, ampak kdaj. Ne vem za vas, ampak jaz sem dal 100 evrov na Barcelono za 11. oktober. Žal pa so podobno usodo kot večina evropskih pokalov doživele tudi poletne olimpijske igre v Tokiu. Prvotno naj bi japonska prestolnica igre gostila med 24. julijem in 9. avgustom. Toda poleti takšnih prizorov ne bomo videli, saj sta svojo udeležbo odpovedali Kanada in Avstralija. Tako je. Tako, prvi so udeležbo odpovedali Avstralci, nato Kanadčani in se opravičili, Rusi pa so se odpovedi razveselili, saj imajo zdaj 1 leto več za doping. Kanadski premier Justin Trudeau je pri tem svojo odločitev utemeljil z naslednjimi besedami. I know this is heartbreaking for so many people, athletes, coaches, staff and fans. But this was absolutely the right call and everyone should follow their lead. Lepo povedano. Mimogrede, a ste opazili, da Trudeau ne fura več blackface, ampak brado? Zanimivo, da zdaj izgleda še bliže filmskemu zlikovcu kot prej. Poletne olimpijske igre so torej prestavljene na prihodnje leto, svojo pot okoli sveta pa je moral ustaviti tudi znameniti olimpijski ogenj, saj niso uspeli zagotoviti dovolj študentov, ki bi ga razkužili ob vsaki predaji. Oziroma, z drugimi besedami. Z olimpijskim ognjem se tako v tem trenutku nihče ne želi igrati. Res je, olimpijski ogenj je v takšni situaciji kot jaz v osnovni šoli. Z njim se nihče ne želi igrati. Preden se poslovimo, pa še izbor najbolj bizarnih novic tedna. Ja, dejansko obstajajo še bolj bizarne stvari kot Marko Žerjal, ki vohuni za Italijani. Naprimer, Francoz Eliš Nohomovic, ki je sredi karantene pretekel razdaljo maratona in to kar na lastnem 7-metrskem balkonu. Svojim dosežkom naj bi že navdihnil tudi Martina Strela, ki obljublja, da bo razdaljo reke Amazonke preplaval v lastni banji. Najbolj represivnih ukrepov pa so se lotili policisti v Indiji, vsaj kar se tiče kaznovanja kršiteljev karantene. Njihove kazni namreč niso finančne, ampak bolj fizične narave. Indijci res skrbijo za zdravje svojih državljanov. Ne samo, da jih želijo zaščititi pred virusi, iz karantene bojo prišli v boljši formi kot kadarkoli prej. Da pa vse oblasti niso tako spretne pri borbi s koronavirusom, je ta teden dokazal premier Federacije Bosne in Hercegovine, ki je sicer kupil zaščitno masko, ni pa prebral navodil za uporabo. Gospod Fadil Novalič je očitno mnenja, da se maska nosi zgolj in izključno zato, da skriješ svoj podbradek. Tale posnetek bi bil bolj stereotipen samo, če bi na maski pisali Gucci ali pa Dolce Gabbana. Medtem ko Bosanci ugibajo, kako se nosi maska, pa so Nemci razvili spletno aplikacijo, s pomočjo katere lahko zračunaš, koliko rolc toaletnega papirja boš potreboval v času karantene. Vnesti moraš samo, kolikrat dnevno greš na potrebo, koliko lističev ponavadi porabiš in najpomembneje, kaj si jedel. Podobno aplikacijo zdaj razvijajo tudi slovenski znanstveniki, le da bo ta zračunala, koliko piksen pera potrebuješ, da lahko preživiš karanteno. Pri tem boš moral vnesti svojo višino, svojo težo in predvsem, z katere regije prihajaš. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.